Pri srčnem zastoju je ključna takojšnja pomoč, zato je izredno pomembno, da v primeru, ko moramo pomagati posamezniku s srčnim zastojem, poznamo temeljne postopke oživljanja. Prav tako je pomembno, da vemo, kje se nahaja najbližji defibrilator, s katerim lahko rešimo življenje. V krajevni skupnosti Zdole se zdaj nahajata dva. Za krajane je pridobitev še enega defibrilatorja, enega že imamo na obstoječem objektu, v katerem se sedaj nahajamo. Še ena dodatna zmogljivost v primeru, če ga se pride trenutek, ki se ga potrebuje. Ta defibrilator bo lociran v bistvu izven, v bistvu centra, tle zdolj v vasi Šapole. V okviru participativnega proračuna je predlog zanj podal Mitja Omerzel. Z tega vidika, ker ta vas je zelo oddaljena od samega središča oziroma do dostopa do defibrilatorja, tako da bi s tem pripomogli drugim tudi, recimo, da se kaj pomaga ali pa, ne vem, da čim prej stvari stečejo, kakorkoli, da pridemo do najboljšega rezultata, kar se tiče tega. Te defibrilatorji so namenjeni za širšo uporabo oziroma s tem pokrivamo odročna področja občini Krško, tista področja, katera so odmaknjena od zdravstvenih ustanov in bo služilo za eventualno pomoč potrebnim v takih primerih. Če defibrilator ob temeljnih postopkih oživljanja uporabimo v 3 do 5 minutah po srčnem zastoju, lahko povečamo delež preživetja za več kot 50%. Prav zato imamo prav vsi, ki se srečamo s posameznikom s srčnim zastojem, ključno vlogo pri njegovem preživetju, je ob predaji defibrilatorja poudaril podžupan Grahovac. Novega so v okviru participativnega proračuna pridobili tudi v krajevni skupnosti Koprivnica. Temi dvemi defibrilatorji bo v občini Krško postavljeni 28 defibrilatorjev že. To se že izvaja kar enih par let, tako da vsako leto se nadgrajuje, dopolnjuje po pobudah občanov, krajevni skupnosti. Same občine kot take se iščejo te lokacije in se pokrivajo področja, katera niso pokrita. Pregledna karta s podatki o dostopnosti defibrilatorjev na območju občine Krško je na voljo na spletni strani občine.